Mlada slovenska reprezentanca bo na Bonifiki odigrala četrto kvalifikacijsko tekmo za prihodnje evropsko prvenstvo. Po zmagah proti Andori in Litvi ter porazu v Italiji se bo z našimi zahodnimi sosedi pomirila še na povratni tekmi. Septembrsko gostovanje v Reggio Emiliji, ki se je končalo z 1-0 in na katerem se je z obrambami izkazal vratar Grega Sorčan, je še vedno tema pogovorov. Tudi zato, ker je edini zadetek padel z 11 metrov. Uspešen je bil Bernardeschi. Moramo se zavedati, mi smo igrali v Italiji pred njihovo publiko. Normalno, da tudi sodniki ne odreagirajo tako, kot bi odreagirali doma. Sama 11 metrovka nas je nekako presekala. Zdaj, a je ta 11 metrovka obstaja ali ne bo se spuščala v to, vendar pa s takim načinom koncentracije, voljnim elementom, pristopom, kot so ga fanti pokazali proti Litvi in proti Italiji, se lahko nadejamo nekega lepega zaključka. Ker je povratna tekma na sporedu točno mesec dni po prvi, se razmerje moči in tudi forma nista bistveno spremenila. Ponuja se seveda tudi primerna priložnost za popravke elementov, ki niso delovali dovolj dobro. Ja, mogoče je dobro za nas, ker imamo že nekaj pik. Italija nujno potrebuje zmago, ker ima trenutno eno tekmo, 3 pike in nujno potrebuje pike, ker v Italiji je tudi pritisk ker je velika reprezentanca in rab tudi, da zbira pike in da se vrstijo naprej. Mi se moramo še dogovoriti, kako in kaj štartati v tekmo, na kakšen način, ali ofenzivno ali defenzivno, ampak tako bom rekel, mi smo se odločili v Italiji, da se prvi polčas branimo, na to smo potem drugi polčas nekako zadnjih 35 minut prevzeli po zadetku vajeti igre v naše roke in tudi nekajkrat nevarno zapretili. Ja, smo videli sploh drugi polčas, da lahko igramo tudi proti Italiji. Imamo dobro ekipo, tako da po mojem se lahko zoperstavimo njim in da bomo lahko parirali jim v vseh elementih. Mlada italijanska reprezentanca je 5-kratni evropski prvak, nazadnje je bila najboljša pred 11 leti. Predlani je v Jeruzalemu izgubila finale s Španijo. Spada med top evropske reprezentance tudi v tej starostni kategoriji in varovanci Primoža Glihe bodo ponovno poskusili najti njene šibke točke. No, vedno, vsak nasprotnik je vedno premagljiv. Vprašanje je, koliko ti resnično verjameš v sebe, da ne obstaja ta lažni ego, mi smo dobri, a znotraj sebe misliš, kaki ne moramo. To je zelo pomembno. Pomembno je pa seveda ta inteligenca v igri in pa posamične reakcije, ki bodo odločale o temu, ali bomo mi funkcionirali pod pritiskom ali ne. Če igraš in tečeš več kot nasprotna ekipa, so vse ekipe premagljive in mislim, da samo še s to motivacijo, da igramo pred domačim občinstvom, imamo še eno možnost več osvojiti te 3 pike. Slovenija še ni zaigrala na evropskem prvenstvu, ima pa danes generacijo, ki lahko naredi korak v to smer. Selektor Gliha sicer opozarja. Ne vem, če je Slovenija imela kdajkoli tako močno skupino, kot jo imamo mi. Nosilci skupine so Srbi, ki so bili v generaciji 94 evropski prvaki, v generaciji 95 pa še celo svetovni prvaki pred parimi meseci. Italijani so Italijani, to pomeni, da je tukaj bitka med temi dvema reprezentancami za prvo mesto zelo velika. Mi smo tukaj iz ozadja, poizkušamo iti od tekme do tekmo, od tekmo v tekmo in potem bomo videli, kako bo na koncu z razpletom. Smo pa lahko veseli, da igramo proti reprezentancam, kot so Italija in Srbija, ki so bili celo svetovni prvaki. Tako da super. Pomembne bojo te manjše tekme proti manjšim reprezentancam, proti Andori in tem, da zbiramo tam točke in bomo videli, kako bo. Mladi reprezentanci Slovenije in Italije sta doslej odigrali 5 medsebojnih kvalifikacijskih tekem. Ena se je končala z remijem, 4 zmago naših zahodnih sosedov, ki so naše mlade upe samo enkrat povsem nadigrali. Ostale tekme so se končale z minimalnim izidom. Zdaj pa se bomo odločili, kako smo kondicijsko pripravljeni, ali jih lahko že od prve minute stisnimo, ali se malček povlečemo in na trenutke pritiskamo na njihovo zadnjo linijo, ampak mislim, da s pomočjo publike bo tukaj zelo ena dobra in zanimiva tekma. Po 2 prejšnjih tekmah z Italijo pri nas, ki sta bili odigrani v Novi Gorici, tokrat prvič dvoboj sosedov na Bonifiki, kamor se bodo Primož Gliha in njegova izbrana vrsta vrnili tudi novembra na tekmo s Srbijo.